Osmošolka Emi in šestošolec Niki se izobražujeta na domu. Mi v bistvu v nedeljo zvečer naredimo plan za cel teden naprej. Kadar se vse naučimo, pole smo prosti. Učni načrt prilagodijo drugim družinskim načrtom, pazijo pa, da do konca šolskega leta usvojijo vse znanje, ki ga morajo pokazati na zaključnih izpitih. Uspešno opravljeni zaključni izpiti so poleg sodelovanja pri nacionalnem preverjanju znanja za šolajoče na domu obvezni. Jaz moram čez celo leto predelati vso snov in na koncu leta imam vse izpite. Sem 6. razred, imam 3 izpite, slovenščina, matematika in angleščina. V 1 do 2 mesecih moramo opraviti 9 izpitov. To je še kar zahtevno. Tako kot so zdaj izpiti, 3 mi je v redu in če jih bi bilo ful več, bi mi bilo preveč. Na Ministrstvu za izobraževanje pa napovedujejo spremembo prav pri tem. Učenci bi po novem morali opravljati izpite iz vseh predmetov posameznega razreda. To je bilo ful preveč in v prekratkem času. Mogoče, če bi bilo večkrat, da ne bi bilo vse v enem. Predlog o bistveno več izpitih ob koncu šolskega leta skrbi tudi njunega prijatelja Avgusta, ki se prav tako šola na domu. Letos še, za naprej pa ni prepričan. In se mi ne zdi prav, da bi imeli več kot 9 izpitov. In če bi bilo toliko izpitov, bi šel nazaj v šolo. Če bi bili izpiti razporejeni v daljšem časovnem obdobju, bi bilo morda lažje vztrajati pri izobraževanju na domu. Emini Nikijev oče pravi, da jim ta način izobraževanja omogoča ukvarjanje z več stvarmi, ki jih zares zanimajo. Tako da dosti pri nas se pogovarjamo o podjetništvu, o razvoju idej, kako idejo plasirati na tržišče, tako da delamo en kup drugih stvari še zraven. In ustvarjam take palčke. Jaz zdaj to prodajam in največji namen je, da imam jaz tako izkušnjo in da se vse to še navadim. Kdaj in katere spremembe bodo veljale, še ni znano. Na ministrstvu pa poudarjajo, da boste o njih obveščeni pravočasno.